V današnjih novicah med drugim: Krška občina do deleža v Vipapu. Najhitrejši včasih ne pridejo na cilj. Večer šentjernejskih penin in pihalnega orkestra. Lepo pozdravljeni. Tokratne novice začenjamo v Posavju. Svetnice in svetniki občinskega sveta Mestne občine Krško so na korespondenčni seji sprejeli predlog sklepa o vpisu in vplačilu delnic v družbi Vipap Videm Krško. Poglejmo podrobnosti. Začetek prisilne poravnave sega v lanski november, ko je Mestna občina Krško prijavila za 193 000 evrov terjatev. V postopku prisilne poravnave družbe Vipap je dana tudi možnost vsem upnikom, da lahko konvertirajo svoje terjatve v poslovne deleže v podjetju. Mi smo se odločili za slednjo rešitev, torej bomo konvertirali svoje terjatve v poslovni delež. Občina sicer nima namena začeti lastne proizvodnje papirja. Namen vsega tega pa je predvsem v tem, da imamo vpliv pri kasnejšem reševanju čistilne naprave. Namreč, kot je znano, je pravzaprav 16 000 ljudi priključenih na to čistilno napravo. Čistilna naprava oskrbuje območje Krškega, Leskovca pri Krškem, Breg, Mrtvic, Drnovega, Vihar, Velike vasi, Dolenje vasi in Spodnjega Starega gradu. V primeru, da bi Vipap prišel v resnične težave, morda celo do kakšnega stečaja ali kaj podobnega, v takem primeru bi bil seveda zelo pomemben naš vpliv pri tem, da se lahko zagotovimo nekako za te naše interese, oziroma varovanje naših interesov, skratka, da čistilna naprava naprej obratuje. Trenutno nimajo težav pri sodelovanju glede čistilne naprave. Trenutno potekajo vse izvajanja skladno s pogodbami, imamo pravzaprav neko dolgoročno pogodbo in tukaj ni posebnih težav. Je pa na nepričakovane težave naletela naša ekipa pri pripravi prispevka. Vodstvo družbe Vipap Videm Krško nam namreč ni dovolilo snemanja čistilne naprave, od katere sta odvisni približno 2/3 prebivalcev Mestne občine Krško. So nas pa povabili na dan odprtih vrat družbe nekoč v prihodnosti. Mi pa v sedanjost na ceste. Agencija za varnost prometa je v sodelovanju s policijo zaključila 3. letošnjo nacionalno preventivno akcijo Hitrost, v kateri so poostreno preverjali, ali vozniki upoštevajo omejitve hitrosti. Neprilagojena hitrost je namreč še vedno med najpogostejšimi vzroki za prometne nesreče z najhujšimi posledicami. Poleti, ko so vozne razmere idealne, imajo vozniki pogosto občutek, da lahko vozijo hitreje in zato tvegajo več, kar pa je varljivo. Se enostavno ne zavedajo, da s tem, ko vozijo hitreje, lahko v primeru trka pride do silovitih trčenj in temu povezano tudi posledic. Naj si bo to v obliki stopnje telesnih poškodb, kakor tudi v višini gmotne škode. Poleti je promet gostejši, na cesti ne manjka kmetijskih in delovnih strojev, tu so tudi kolesarji. V zadnjem času opažajo porast starejših kolesarjev. Ni sicer problem v starosti, ampak na pot se podajajo v največji vročini, ob 12, ob 2 uri. Takrat mogoče zaradi slabosti so okrnjene njihove spretnosti, ravnotežja, pride do padca in posledice so lahko hujše. Na nacionalni ravni podatki o stanju varnosti cestnega prometa žal niso spodbudni, saj je bilo doslej za 12% več prometnih nesreč kot v enakem obdobju lani. V metliški občini so rezultati ugodnejši. V prvih 7 mesecih je bilo obravnavanih 25 prometnih nesreč, napram 36 prometnim nesrečam lani. Tudi letos, tako kot lani, nismo obravnavali nobene smrtne prometne nesreče. Obravnavali smo prometno nesrečo, ker je bila ena oseba huje telesno poškodovana, lani 3. In po obravnavanih je bilo 8 prometnih nesreč z lažje telesno poškodovanimi, lani 9.
Najpogostejši vzrok za omenjene nesreče je bila neprilagojena hitrost. Letos je bilo prekoračitev hitrosti 1400, v zadnjem tednu 70. Umirjanju hitrosti so namenjeni tudi prikazovalniki hitrosti, saj vozniki, v to smo se prepričali sami, zmanjšajo hitrost in vozijo bolj varno. Dolgoročni cilji policije ostajajo enaki. Da bi seveda vozniki vozili defenzivno, da bi bili strpni, umirjeni in pa konec koncev, da bi še najbolj pazili na šibkejše udeležence v cestnem prometu. Kajti z divjanjem ne pridobimo ničesar, lahko pa povzročimo hudo prometno nesrečo, s katero zaznamujemo mnoga življenja. Previdno torej in po predpisih, mi pa se selimo v Šentjernej. Letošnje Jernejevo je danes popoldne doseglo vrhunec s podelitvijo priznanj zaslužnim na slavnostni seji občinskega sveta. Že sinoči pa so občinstvo zabavali člani občinskega pihalnega orkestra in prefarski muzikantje. Ob tem so obiskovalci okušali vrhunske penine. Večer penin se je začel z Jernejevim koncertom godbenikov. Potem, ko je obiskovalce dodatno spravila v dobro voljo šentjernejska maskota, so pridelovalci na odru ob zvokih fanfar slovesno naznanili večer penin. Predstavil se je šopek najprepoznavnejših in največjih šentjernejskih vinarjev. Ja, imamo, se pravi, dve penine, ki smo z njimi že kar dosti poznani, tako bela kot roze, Jernejeva penina. Naj povem, da smo z njimi tudi dosegli v lanskem letu na svetovnem tekmovanju glasov vabili v Londonu zlato priznanje in pa trofejo za naše belo vino, za našo belo penino. Šentjernej je kar že zelo znan po peninah, no? Tako da se razvija, tudi naše penine so čezdalje bolj cenjene. Tudi na mednarodnih ocenjevanjih dobivamo lepo priznanje. Vinogradniško družino Martinčič sta zastopali kar dve vinski kleti. Mlajši Martin se je pred 8 leti podal na samostojno pot in se tokrat predstavil z novostjo. Letos je ena posebna roze penina iz žametovke in frankine skombinirano, seveda klasična metoda, 20 mesecev sekundarnega ležanja na kvasovkah, lepa, krasna, elegantna, glih za tak vroč večer. Prijetno vzdušje je pritegnilo tudi obiskovalce od drugod. Danes smo prišli na penine in želimo probati, da vidimo, kjer ima boljše vino, boljšo penino. Jernejevo je v skoraj 30 letih postalo prepoznavno daleč naokoli, s tem pa tudi občina. Ja, 3 atributi, evo, vino, konj, petelin, to je Šentjernej, to je praznovanje, mi smo veseli ljudje in radi delamo, radi pa tudi praznujemo in si vzamemo čas drug za drugega. To se mi zdi, da je zelo pomembno. Tokrat so Šentjernejčani povabili v goste prijatelja s Hrvaške. Z Jastrebarskega so prišli predstavniki občinske uprave in pridelovalec penečih vin. Od kulinarike pa k kulturi, kjer velja rek, da se uspešne tradicije ne prekinja. Letošnji Kino na trgu poteka 4 zaporedne dni in sicer od četrtka pa vse do nedelje. Filmski navdušenci si bodo lahko pod zvezdami, neposredno na glavnem trgu, ogledali tako domače kot tuje filmske uspešnice. Dogodek, ki ga skupnimi močmi prirejata Mestna občina Novo mesto in Zavod Sitola, tokrat poteka že 4. leto zapored. Prvi večer festivala so obiskovalci uživali v slovenskem filmu Kajmak in marmelada. Ideja se je v bistvu 4 leta nazaj rodila bolj kot po neki želji, da na glavnem trgu, ki je bil lepo odprt po obnovi, da pripeljamo čim več različnih aktivnosti. Torej, da ni tu zdaj samo koncert ali neka prehrana tipa odprte kuhne, ampak da imamo še nekaj drugačnega, nekaj, kar tudi večja mesta po Evropi in po svetu imajo. In če je bilo v prvem letu projekta še vse bolj sproščeno, so bile organizatorji v naslednjih izvedbah soočeni s številnimi preprekami. Naj je šlo za hrup, korona krizo ali z njo povezanim preverjanjem PCT pogoja.
Napredek kot preteklih let je tudi, da smo spet lahko zunaj, spet lahko pač normalno zvočnike prežgemo, se družimo na glavnem trgu. Tako da mislim, da je to tisto, ki je najbolj pomembno. Veseli pa nas, da že prvi večer za nami se zdaj v bistvu še pred začetkom projekcije stali polne, tako da bodo Novomeščani prišli na oglede. Organizatorji se trudijo, da zadovoljijo čim več različnih okusov ljubiteljev filma. Že od štarta je želja, da je en starejši slovenski film, zdaj v tem primeru letos je to Kajmak in marmelada, da imamo en film za mlade, to je Gremo mi pa svoje, in pa en ali dva tuja filma. Letos smo se odločili za nov hollywoodski film Smrt na Nilu, ki je pač posnet po romanu Agathe Christie. Četrti film pa je glavni junak z Ryanom Reynoldsom v naslovni vlogi. Prijava na ogled filma ni potrebna, prav tako so vsi ogledi projekcij brezplačni. Za konec šport. S pripravami na novo tekmovalno sezono so začeli tudi košarkarji novomeške Krke. V njej se bodo s precej spremenjeno, tako igralsko kot trenersko zasedbo, merili v regionalni ligi NLB ABA 2, domačem prvenstvu in pokalu Špar. Prva novost je nov trener. Po več uspešnih letih v tujini se je v Slovenijo vrnil Gašper Okoren. Njegova pomočnika bosta Igor Kešelj in Matic Šiška. Krka na neki točki, kjer jaz mislim, da gre lahko samo navzgor. Tako da to je neki izziv. Mene predvsem veseli neko dolgoročno sodelovanje, tako da bi lahko neki recimo začeli graditi. V ta namen sem tudi prišel v Novo mesto. V Novem mestu je tudi veliko novih obrazov med igralci. Novinci v ekipi so Miha Cerkvenik, Mate Vucić, Robert Jurković, Radosav Spasojević, Jan Špan in Branislav Vujadinović. Uspeli smo se dogovoriti z odličnim trenerjem, tako da mislim, da smo na pravi poti. Pripeljali smo kup mladih igralcev, kar je, se pravi, mogoče ta izpad ni nujno zlo, ker bo zaradi tega dobilo veliko mladih igralcev priložnosti in računam, da jo bodo izkoristili. Že samo ekipo smo poskušali formirati tako, da bi pripeljali tudi nekaj slovenskih mladih igralcev, na katerih se prav dolgoročno bi lahko računali. Tukaj mislim Jurkovića, Cerkvenika, tukaj je Škedel, Stavrov je v rosterju, tako da je Macura, ki se je odločil, da podaljša s Krko. Okoren dodaja, da bodo tujci prinesli dodatno širino ekipi in njeni igri. Zelo je vesel tudi prihoda Jana Špana. Vesel sem, da sem tukaj, tudi jaz sam. Ja, zaenkrat je vzdušje super. Prvi teden še malo bolj sproščeno, se še spoznavamo, tudi to, da se malo telesa ogrejo, eni smo že malo v letih. Tako da zaenkrat vse super. Se pravim, delamo še malo prilagojeno, ampak smo začeli tako, kot je treba. V klubu so zastavili kratkoročne in srednjeročne cilje in od njih ne odstopajo. Ne lovimo CD-vite Olimpije. V tem trenutku se mi zdi to povsem nerealna stvar, kje kotirajo oni oziroma s kakšnim budžetom operirajo. Nas pa zanima to, da bi v Sloveniji se odmaknili od ostalih tekmecev. Skratka, zapolnili neko praznino med Olimpijo in pa med ostalimi. Ob želji po čim boljših rezultatih pa novomeški košarkarji in vodstvo kluba stremijo tudi k temu, da s svojo borbeno in atraktivno igro v čim večjem številu vrnejo tudi gledalce na tribune domače športne dvorane. S kamerami jih bomo spremljali tudi mi, naši spremljevalci. Ostanite še naprej vi, spoštovani gledalci in cenjene gledalke. Prijeten konec tedna in nasvidenje.